V ekipi Pohoda za življenje smo pripravili ta tihi dogodek spomina, sočutja z vsemi otroki, z vsemi nerojenimi otroki, ki so izgubili svoje življenje, še preden so se rodili. In če vemo, da ob spočetju, ko se združita ženska in moška spolna celica, nastane novo življenje, nastane novo človeško življenje, kar je znanstveno dejstvo, to piše v vseh knjigah embriologije, potem moramo se potem tudi teh otrok, ki so na ta način izgubili življenje, se nam zdi prav, da se jih tudi spomnimo. Ker so bili tako kot jaz, tako kot vi, tudi oni člani človeške družbe. Tako da v ekipi Pohoda za življenje, ki pripravljamo pohod za življenje v tem tednu, v soboto 7. oktobra, vabimo vse, da se nam pridružijo. Hkrati pa bomo poleg nerojenim otrokom želimo letos dati glas tudi vsem tistim, ki jim grozi medicinska zastrupitev, ki jim grozi, da se bo njihovo življenje lahko v starosti končalo na trpeč način, na nehuman način. Tako da res vabimo tudi vse ostarele, da se nam pridružijo, ker bo to tudi dogodek za njih. Govorite o evtanaziji? Tako, evtanazija, medicinska zastrupitev bolnih in ostarelih. Tako, to še mogoče kakšna beseda o tem, kar je za nami. Mi smo tukaj postavili 190 zastavic, kar simbolizira 190, bi rekla, razredov, šolskih razredov. Če bi rekla v povprečju 20 otrok v šolskem razredu, je toliko otrok na leto manjka. In nam se zdi to zelo žalostno in želimo na to opozoriti. In vabimo vse, ki želijo zagovarjati življenje od spočetja do naravne smrti, da se nam pri tem pridružijo. Pa bo potekal pohod, ki začnete? Pohod za življenje bo v soboto 7. oktobra s Prešernovega trga ob 9:30 in res vabimo vse ljudi, da pridejo. Šli bomo potem tukaj en tak lep krog čez Kongresni trg in tako okrog. In tako da mislim, da bo lepo. Bomo imeli tudi kratek program. En zdravnik bo nekaj povedal in potem gospa z osebno izkušnjo splava in še kakšno zgodbo na temo evtanazije. Tako da jaz mislim, da bo res lahko vsak nekaj slišal. Tako da se veselimo dogodka in res lepo vse vabimo. Koliko udeležencev pa pričakujete? Lani nas je bilo med 4 in 5 tisoč, jaz upam, da nas bo letos še kaj več, tako da res tudi tiste, ki še nikoli niso bili, se jih veselimo in jaz mislim, da bo za vsakega nekaj, tudi za družine. Družine so bile zelo vesele lani, so rekli, da je bil res lep dogodek in smo prepričani, da bo tako tudi letos. Kako pa to, da ste se letos odločili posvetiti to pozornost namenjeni evtanaziji? Ja, se mi zdi, da to je zelo logična posledica, če zagovarjamo življenje od spočetja do naravne smrti. Nismo mogli mimo tega, da letos tudi na to opozorimo, kajti vemo, kaj se pripravlja na temo evtanazije in pomembno je, da se oglasimo dovolj zgodaj, da ljudi opozorimo na to, da se temu odločno upremo. Morda glede samega pohoda vprašanje, povedal se, da se boste prihajali programi, ki v preteklosti so bile že nekatere nevšečnosti, morda pričakujete tudi tokrat, ali ste vzeli kakšne ukrepe, da to preprečite? Tako, na pohod za življenje so vabljeni vsi, če rečem tako. Policija zelo dobro poskrbi za varnost, tako da jaz mislim, da se vsi lahko dobro počutijo. Če kdo pride s slabimi nameni, pa mi tega ne moremo vedeti in pač si želimo, da bi tudi ti ljudje odprli srce in recimo pogledali te naše male otročke, ki jih imamo tudi tukaj za pogledati, ker so res pri 10. tednu otroček razvit, ima že roke in noge in srčni utrip, možgani imajo že možganske valove, se zazna in je to življenje potrebno zaščititi. Se boste aktivirali v primeru, da bi bil sprejet recimo zakon o evtanaziji, pripravljate tudi v tem primeru kakšne aktivnosti naprej? V ekipi Pohoda za življenje se primarno fokusiramo na temo, se pravi, nehumanega končanja življenja pred rojstvom. Bomo pa sigurno se pridružili iniciativam, ki bodo verjetno potem, če bo potrebno, organizirali referendum. Zaenkrat pa želimo zgolj opozarjati na to.
Letos je tema oziroma naslov Pohoda za življenje, življenje je zakon. Kaj je glavno sporočilo tega slogana oziroma kaj želite s tem sporočiti? Jaz mislim, da ta slogan življenje je zakon kaže na eno veselje do življenja, ki je v vsakem človeku, v vsakem mladem človeku. Mi rečemo radi življenje je življenje je nekaj bistvenega, kar imamo. Če nimamo življenja, nimamo nobenih drugih pravic. Tako da tudi pravice, tako imenovane, bi rekla jaz temu, pravice do splava, ki jo radi rečejo, ne bi imeli, če ne bi imeli življenja. Tako da osnovna pravica, ki jo imaš, je tvoja pravica do življenja in vsi vemo, da človeško življenje se začne ob spočetju in konča v naravni smrti. Tako da to je neizpodbitno dejstvo, znanstveno dejstvo in s tem želimo tudi opozoriti, da je življenje zakon, tudi po zakonu naj bi bilo življenje zaščiteno. Imamo 17. člen Ustave, ki pravi, da je človeško življenje nedotakljivo. Potem naslednji člen govori, da se ne sme človeško življenje mučiti, da se ga ne sme maltretirati. Tako imamo potem tudi člen, ki govori o tem, da ima otrok že pred rojstvom pravico do pokopa, če se starši tako odločijo. Imamo člen, ki govori o tem, da lahko otrok je že spočet, pa če oče umre med tekom nosečnosti, lahko ta otrok podeduje. Torej mi priznavamo nerojenim otrokom človečnost in priznavamo, da so osebe, da so ljudje. In si želimo, da bi vsem to priznavali, ne samo tistim, ki so zaželeni in planirani, če tako rečemo, ampak tudi tistim, ki niso in ki so pač presenetili starše. Da bi vsi našli ljubeč dom in ljubeče starše, ker vrsta zaposlitev je velika. Hvala.